Kako si mogoče ti videla workshop? Eno prepričanje v glavi, ki ga lahko spremeniš, da ti kompletno spremeni življenje, bi bilo fajn, da ga ozavestiš in ga vedno znova opažaš. Nimam zdaj recepta tako, pač lahko ti povem, kaj sem jaz naredila, kaj meni ustrezalo, ti pokažem orodja, pa najdeš svoj način, ne? Ampak je zgolj samo prostor, kjer oni lahko delajo na sebe. Kako si to zdaj nekako pelala naprej v svojem življenju? Ful sem svobodna v svojem telesu, ne rabim več držati občutkov in to tudi omogočam drugim na delavnicah dihanja, ki jih delamo. Ful se veselim spoznati to generacijo otrok, ki imajo zavestne starše. Imam privilegij, da sem 2-krat bil zraven, ko je rodila otroka. Ker to vidiš kot moški, nič ne premaga tega. Kako pa je bilo spoznati zdaj, Olivija? Vse se da rebuildati, zgraditi še enkrat. Časa z tamalimi ali pa s družino, starši, babicami. Tega pa ne dobiš nazaj, ne? Preden greš tole gledat, bi ti rad povedal, da 4.9. z Geo organizirava enodnevno delavnico, ki bo potekala na Smledniku v Ljubljani. Več informacij o tem dogodku lahko najdeš v povezavi spodaj ali pa na naši spletni strani underdog.si. Se vidimo 4.9., zdaj pa uživaj v pogledu. Spomniš to prvega Progress Reporta? Je, to je bil tam še posnet, ja. A je že en let od tega? To je tretji, četrti. Četrti je, 2 sta tukaj, pa 2 tam. A so bili so 3? To je četrti po moje. Ja, četrti. Enega sva v unem prostoru, ki sedi naprej snimam, pol sva drugega v pisarni, drugo pisarni, tretjo pisarni celo. Drug in tret? Ne. Tretji je bil tisti, ki sem nekaj, da ne bo več še enega naredila. Moj bil to tretji. Tretji je bil po moje kle. Pa bi pa drug v pisarni, ki sva rekla, da ne bo še enega workshopa poslovnega. Ja. To je bil po moje drugi. Ker si ti rekla, da... Če sva lani ta čas delala s poslovnimi workshop. Okej. A ne? Ja. Zdaj sva lih nekje začela dobro. Ja. Zdaj se mi več časa nazaj. Dobro sva zasukala, ne? Ker če gledaš zdaj ta workshop, ne vem, pač meni je bil to čisto nek drug nivo tega, kar smo do zdaj delali. Iz vidika... To že snimamo. Po moje, da ja. Oprosti. Iz vidika, da sva bila ful suverena v to, da si to želiva delati oba, ne? Tematsko in verjela sva nekako produkt, ki ga dajeva ljudem in pa se je tudi pač skozi workshop potrjeval to. Vsaj meni, mislim, pa tudi tebe, kot si rekla, ne? Ja, res je. Ja. In lih prav velika grupa, lahko bila večja. Lahko bila tudi manjša, ampak se mi zdi, da je bilo tako optimalno tudi za naju, da sva se prvič srečala nekako v tej novi vlogi, ne? Da je nekako res strukturirano od prvega do zadnjega srečanja, da se ve, kaj se dela in ni toliko nekako po navdihu. Je znotraj tega, ampak struktura je pa jasna. Ne? Kako si mogoče ti videla workshop? Ja, meni je bila struktura tudi blazno všeč, veš, da tako rada delam, da vemo, kaj bomo vsakič imeli tematiko. Pa tudi število ljudi mi je bilo idealno za prvič tako skupino imeti, ker sem na prvič še kar malo nervozna, kako bom shendala tako količino ljudi. Pol na koncu je bilo pa tako enostavno, sploh ker so vsi sodelovali, pa vsak ima priložnost se izraziti. Če bi na še enkrat več ljudi ne bi prišli na površje, pa niti ne bi si upali po moje toliko povedati, kot so si zdaj. Kaj pa ti je od te skupine zadnje najbolj ostalo v spominu? Tako, če zdaj pomislim, vidim par takih blaženih obrazov, ki se mi kaj sprostil, pa en trenutek mi je ostal ful, ko smo končali ta breathwork, to je bil moj najljubši session, ker je ena rekla, da je po 10 letih končno spala v kosu 7 ur. In to mi je tako, pa še sanjala je, ne vem, kjer ga že igralca. Pač tam je bil tako za srčka. Pa ful mi je bilo všeč, kako sproščeno sem se počutila ob tem delu, koliko enostavno mi je bilo in sodelovanje s tabo in z njimi, ki so taka hvaležna in sprejemajoča skupina, ki je res pripravljena delati. Ker se mi je v preteklosti kdaj zgodilo, da sem s kom zelo veliko energije vložila in potem nisem opazila, da bi kaj naredil in sem bila kar razočarana. Se veš, ne, kako je. Prevzemala odgovornost. Ja, ful sem hotela, da se nekaj zgodi, tako videla sem potencial osebi in pol ga ni izkoristil. Tukaj so se taki premiki zgodili pri enih ljudeh, da so mene navdihnili. Ja.
Meni se zdi, da so bila jasna pričakovanja, da ne bojo prišli tja in bova midva nekaj za njih naredila iz vidika, zdaj to veš in zdaj je drugače, ampak dejansko sam to, ne, tukaj imaš možnost, da delaš na sebi, da pogledaš vase, več resnice, ki si pripravljen sprejeti v sebi, večja bo tvoja rast iz tega pol ven lahko, ne? In se mi zdi, da so ljudje pač tudi na ta način tretirali. Zelo veliko je bilo ena introspekcija, ne? Sploh ta session z breathworkom je bil tudi meni. Si me presenetila, kako si shendlala večjo skupino ljudi v breathworku, a ne? Pa se je dobro, ker sva dva, da lahko malo spremlja zraven gledaš, ampak se mi zdi, da si lih prav intenzivno jim dala, ker takrat se je pa čutil, da so pa res resno vzeli to, da ni bilo nekega dvoma zraven, ampak so se prepustili totalno noter in so bili umirjeni, sproščeni in ja, ta feedback, da je spala v kosu po 10 letih, je bilo tudi meni tako wow. Tako malo pomisliš, ker privilegij je, da je to tvoj nekak navadno stanje, da ti spiš lahko 8-9 ur. Si predstavljaš, da ne bi. Ok, ker smo lih pri breathworku, ti si pol oziroma že prej tudi začela izvajati to sama tudi, ne? Ker te je nekaj tja vlekalo v to smer. Tudi jaz sem bil pri tebi in mi je bila ena izmed najlepših izkušenj, ker sem lahko dosegel stik z nekimi globimi občutki, pa misli so postopoma res splahnele stran. Tako da za nekoga, ki mu je recimo težko meditirati, se mi zdi to zelo powerful. Pa mi mogoče daj malo to povej res. Kako zdaj vidiš to tehniko diha, zavestnega, nezavestnega oziroma oboje naenkrat in pa kaj počneš, kako si to zdaj nekako peljala naprej v svojem življenju? Ja, zdaj v bistvu je bilo 1 leto, odkar sem prvič izvajala javno verzijo breathworka in ta najna skupna izkušnja je bila tudi ful prijetna, ker je bilo toliko več ljudi, da si bil še ti zraven, ker sem imela večji občutek varnosti, da so vsi nekako pod nadzorom. Tudi oni so se tako izrazili, da jim je bilo fajn, da sva bila 2. Tako da tudi za večje skupine imam zdaj raje nekoga zraven, kot da sem sama. Ja, se strinjam s tem, da je to lažji način priti v notranjo neko pomirjenost, kakor z meditacijo, če ti glava nagaja, v smislu, da preveč razmišljaš in se ne znaš umiriti. Jaz tudi uporabljam večkrat to, ko čutim, da se nekaj dogaja v telesu, nek neprijeten občutek, ki ga ne znam opredeliti, kaj je, ali pa izraziti. Pa če poskušam takrat sedeti pa meditirati, je glava sam all over the place, pač razmišlja vse mogoče razen to, kar si želim, se pravi, da bi malo tihalna. In potem diham in se začne premikati v mojem telesu ta občutek na en zelo nenavaden način, ki ga zdaj spoznavam zadnje leto še zares dober. Ok, prepustim, da ta občutek je, ampak mu dam priložnost, da nekaj pokaže in se spreminja tako iz trebuha, gre v prsni koš, pa v vrat, pa v glavo in tako. In po 10 do 15 minutah ponavadi izgine, če sem malo bolj intenzivno v nekem obdobju, potem zraven včasih še kaj tolčem v polšter, če imam kakšno jezo ven zadeti, ker pač nočem več držati, ker v preteklosti sem veliko držala vseb in zdaj jo dam na plano in gre ven in pa sem tako, life je lep, ful sem svobodna v svojem telesu, ne rabim več držati občutkov in to tudi omogočam drugim na delavnicah dihanja, ki jih delamo. In imam tudi tako čudovite odgovore ljudi, ki jih vprašam, kako so se imeli. Večinoma tako, kako lepo se počutijo v svojem telesu, dobijo spet potrditev, da so na pravi poti, da imajo nazaj stik sami s sabo, brez da skozi sledijo sam temu, kaj v zunanjosti naj bi bilo prav. Tako da ja, blazno uživam v tem. 2 dni nazaj sem imela eno skupinsko delavnico in sem prišla domov tako raketa, polna energije, ko mi čakam, da spet dajem kaj svetu, nafilana, totalno nafilana. Ja. Zakaj misliš, da se tako počutiš potem? Če racionalno pogledava. Ker mi ogromno daje občutek hvaležnosti od drugih ljudi. To je, ja, tako pač je. Pa zdi se mi, da sem na pravi poti. Delam iz sebe, govorim samo iz sebe, ne nekaj, kar sem prebrala, ampak to, kar dejansko je živim. In ljudje to čutijo in jim je prijetno v tej energiji biti. Tako da zaenkrat je to nekaj, kar me kliče in želim nadaljevati. To je tudi eden izmed razlogov, zakaj struktura workshopa pa tematike ostajajo iste tudi na temo, ker dejansko to, kar si zdaj govorila, se zelo vidi in tudi čuti pol na feedbacku udeležencev in vse.
biti ok s tem, da je to dovolj, kar imaš zadati, a ne, čeprav ni neka, ne, se ti tudi izhajaš dosti iz podjetništva, pa forma, pa vse, a ne, ni neka zdaj res ekstremna struktura, pa how to, a ne, ampak je zelo usmerjeno kot neko ogledalo. Torej, ti samo človeku pomagaš, da je ok s tem, da pogleda v nedeljčke sebe, ki je mogoče zraven kakšen sram ali pa jeza ali pa jih hoče skrivati in rečeš, ne, lej, vse ok. Sam v tebi noter je, a ne, tle imaš pa šanso, da zdaj to daš ven, tudi če samo na list papirja in pol vsakeč s temi vajami, ali je to breathwork, meditacija, ki se skozi ponavljajo, omogočiš človeku, da se s tem sooča na nekem drugem nivoju, ne samo racionalno pa mentalno. A ne. In se mi zdi, da lih breathwork tukaj na 3. srečanju ful je zelo tak mejnik, ki se obrnejo pol pa reče, ok, v redu, zdaj pa vidim, da pač je vse res ok in grem lahko večkrat v te občutke, pa jih malo bolj razdelam. A ne. Ja, pa zelo mi bo všeč ta tvoj session, ta drugi, ki si jim razlagal zelo težko temo, na zelo težek način in opazovanje tega, ker sem sedela, samo bila kot del udeležencev, je bilo fascinantno, kako si jih potegnil iz tega, da si videl, da jim ni jasno, kaj se dogaja, v to, da so bili na koncu, wow, pač kakšno razodetje, ker je tebi te stvari so tako jasne, da jih živiš, težko potem predstaviš na tak način nekomu, ki še nikoli ni slišal za to idejo, kaj šele, da bi jo v telesu. Ja, in spet čist iz tega, da zaupam temu, da to, kar je meni največ dalo v življenju, ne, te ugotovitve, spoznanja, kakorkoli bi rekel, želim ratati zelo dober v tem, da jih zapakiram in dam ljudem, ker se mi zdijo tako lepo darilo. Ne. In pač to je ena izmed stvari, ki je tako na vrhu stvari, ki sem jih spoznal v življenju in so mi najbolj pomagale pri tem, da večkrat lahko občutam mir. In to je to, odcepati se od lastnih misli, biti opazovalec, razumeti, da nisem to, kar mislim, da sem nekaj drugega in da je tam vse ok. Tako spremeniti prepričanje, kako splošno gledaš svet, pa življenje. In to nekomu povedati je zelo težko, ker jaz nisem prišel do tega tako, da mi je en povedal. Ampak z delom in razmišljanjem in prakso in pogovori z ljudmi in knjigami, a ne, zdaj pa dajte to v en session, pa reči ljudem, po tem sessionu boste pa vsi vedeli. Pač ful je majhna verjetnost. In sem bil vmes med sessionom že na točki, ki sem bil tako, kaj jaz zdaj sploh govorim. A ne. Jaz to, ne vem, to ljudje pač ne dotakne se, ne usede se. A ne. In hvala Bogu za pogum, da so pač vprašanja dali nazaj. A ne. Kaj ti hočeš povedati? Ne? Kako to misliš? Da sem to, a nisem to, kaj je zdaj to? In na koncu dejansko me je lih interakcija z skupino pripeljala do tega, da smo pol vsi na koncu najdeli neko formulo zase. Ne? Mogoče ne tisti instantni trenutek, ampak pol v tem modelu, ki so ga imeli doma zadelati. Da so večkrat to obiskali v meditaciji, da sem jaz posnel recimo vodeno meditacijo prvo v lifeu, ki je šla točno v to. A ne? In pol kar naenkrat ti pride, to je to, v čemer je govoril. In kaj enkrat prideš v stik s tem, s to prisotnostjo in nepovezovanjem s tem, kar ti plete uma, ne, pol se šele začne. Tako, v vsaki situaciji v življenju imaš pol eno orodje, ki te sam vrne v naravno stanje lahko. Ne. Samo zavestati moraš in priti do tja. Ne. In se ful lepo tudi z dihom povezuje in temi zadevami. Ampak je malo bolj na racijo, na mentalno. Ne. Zdaj pa o teh stvareh govoriti, ki niso povezane s tem, kako jih ti razumeš, ampak doživljaš, pa to povedati tako, da ljudje razumejo, malo je past. Zato je ta kombinacija, da je vedno pol neka vaja za doma, ki je povezana z meditacijo ali pa čuječnostjo ali pa dihanjem. Ne? To se mi zdi, da sva nora dobro postavila zraven. Ker ti da možnost integracije na svoj način. Ne tako, kot sva midva rekla, ampak tako, kot vsak dojame, ker šele prepričanje ustvarijo, a ne, da je to res, takrat se mi zdi, da se sprememba pol naredi. Ja, se strinjam. Meni je tudi všeč ta struktura, da imajo doma za delati, ker so prišli v nek nov ritual, ko so se ga potem držali in pisanje dnevnika in čuječnost. Pa ful mi je všeč, kako so se povezovali med sabo, ker so en drugmu potem dajali tudi ogromno. Največ po moje accountability, ampak tudi to, kako lahko povem, kaj se mi dogaja nekomu, komu zaupam, pa gre čez podoben proces, ker je velika večina rekla, da v svojem okolju nima ljudi, s katerimi lahko te stvari govori. In to smo jim tukaj dali v bistvu možnost druženja s podobno mislečimi in izražanja na avtentičen način, brez obsojanja. In to so tudi povedali na koncu, kaj mi je bilo najbolj všeč, je bilo to,
Pa kar so jih vprašala, kaj je ena stvar, če lahko omenja samo ena stvar, kar so odnesli od tega, je bilo prav to, kar si jim dal ti na tem srečanju o temu, da niso svoje misli, so prav ta stavek napisali. Ja. Če ena stvar lahko izpostavim, je to, da se zdaj zavedam, da nisem svoje misli, in če je to ena stvar, ki sem jim dala s tem, je, mislim, da zelo veliko narejenega. Ja, ker sva oba videla, koliko dela je potrebnega, da človeku pomagaš priti do tega spoznanja. Ne? In je zelo povezano z lastno percepcijo, in tudi meni se zdi to nekaj pač najlepšega, da na ta način se to zapakira. Ne? In tudi, če pogledava okolje, ki si ga omenila. Ne? Jaz sem malo podcenjeval to, koliko je to res močno, da ti za en mesec ljudi, po domač povedano, zapreš v nek bubble, ne? Ki je samo njihov, in smo na vezi v WhatsAppu, in so na vezi med sabo, in so na vezi, ki so tam. In v tem okolju, kada določiš neka pravila obstoja, kjer se ljudje učijo biti boljši opazovalci samega sebe, se manj povezovati s tem, kar drugi govorijo, niso tam, da terapirajo drugega, niso niti tam, da jih midva terapirava, ampak je zgolj samo prostor, kjer oni lahko delajo na sebe. Ne? Jaz polka sem kasneje to razmišljal, se mi zdi to najbolj močna stvar tega. No? Ta accountability, ki sem imela, pa da sva bila sposobna ustvariti okolje, oziroma smo bili sposobni ustvariti okolje, kjer so lahko neko novo verzijo sebe živeli. In ni bila pomanjšana, ni bila zanikana, ni bila utišana, ni bila, noben ni rekel, da je neumna, da ne ve, kaj dela, itd. To, kar smo večkrat poslušali v otroštvu, pa od partnerjev, pa karkoli. Tle tega ni bilo. Zato, ker se je vedno vse samo zrcalo nazaj noter. In če bi jaz eno stvar vam potegnil iz tega workshopa, kjer vidim največji uspeh, ker sva ga midva bila sposobna ustvariti, je po moje okolje, ki je bila posledica jasne strukture, pa to, da so res prišli ljudje, ki so pripravljeni delati. Ja, se strinjam. Ja. In zdaj odpirava nov workshop, ker se sam spodobno nadaljujeva. Predtem pa bova naredila še en event. Enodnevni dogodek, ki bo zdaj to, introspektivno interaktiven. Kar pomeni, da bomo na tem dogodku že nekako delali. In sicer kaj bomo delali? Pogledali bomo sebe. Videli, kje v našem življenju čutimo, da smo obstali, kje nas še vodijo neki vzorci prepričanja, ki jih bi radi opustili, in si bolj ne vzeli 3 urce časa za to, da preko tvojega predavanja pa vodenja skozi introspektivno vajo, pa preko mojih spoznanj, ki jih bom tam razložil, kako sem do njih prišel, zakaj se mi zdijo pomembna, bova ljudem dala nekako možnost, da naredijo en check-in, ali pa kako bi temu rekli, pogledajo svoje življenje trenutno in si malo čistega vina nalijajo, kje bi radi bili, kam bi radi šli. Kada bi novoletno zaobljubo za 2027 postavljali, ampak jo bomo že zdaj naredili, ker ne rabimo novega leta, da se odločimo, da bomo nekaj spremenili v našem življenju. A sem vse zajel? Ja, mogoče še kje pa kdaj? Ja, izvoli. Izvoli. Zdaj sva rekla, da bo 4. september na Kubotu ob 5. popoldne. Koliko ljudi bi rada imela? Jaz mislim, da kapaciteto imamo za 85 ljudi. V glavi nekako vidim optimalno številko vse med karkoli v bistvu. Karkoli do te točke se mi zdi ok. Si pa res želiva, da pridete ljudje, ki ste pripravljeni na nečem delati. Ne nekako pridete pa poslušati neko teorijo, ampak pridete zato, ker vam je mar zase, za vaše bližnje, ker nočete več delovati tako, kot mislite, da morate, ampak želite pač malo več svobode, pa miru. Ker se da vse to dobiti in tlih to je fora. Mi smo do tega pač vsak na svoj način prišla. Prihajava vedno znova, ampak konstantno je pa delo. In se mi zdi lepo, da omogočava, da to ljudje dobijo nek preview ali pa neko možnost, da to naredijo v 3 urah v enem dogodku. Ker se da. Kar pa pol sledi potem, se bo pa vsak sam odločil. Ampak že iz tega vidika se splača nameniti 3 ure časa temu, da gremo čez ta proces, pol pa še druženje sledi. Ker to je pa tudi en zelo velik del tega, da si ti najdeš neko podporno okolje ali pa nove ljudi spoznaš, ki ti pol pomagajo graditi naprej ali pa čistko. Ja.
Jaz mislim, da bo glavna stvar ozavestitev svojih omejujočih prepričanj, da ugotoviš, zakaj živiš tako, kot živiš. Če je mogoče samo eno prepričanje v glavi, ki ga lahko spremeniš, da ti kompletno spremeni življenje, bi bilo fajn, da ga ozavestiš in ga vedno znova opažaš. Ok, delujem iz tega prepričanja, a mi to služi dobro ali ne, a je to resnica, a sem si to zadal zato, ker sem mi starši tako rekli, ali okolje mi to govori, ali dejansko to, kar jaz mislim. In jaz delujem iz tega, da ves čas iščem inspiracijo nekoga, ki živi boljš kot jaz. In se mi zdi, da veliko ljudi deluje na ta način, da dobimo upanje šele, ko vidimo, kaj je nekomu uspelo, predvsej lažje potem dosežemo ta cilj. V primeru, da imaš neko bolezen, ki ti jemlje kvaliteto življenja, pa vidiš nekoga, ki je šel čez in zdaj živi srečno, hočeš z njim se družiti, zato ker ti daje upanje, če je nekdo lahko, potem lahko tudi jaz. Wow. In tako se mi zdi, da lahko dajemo s tem. Recimo, jaz sem imela najbolj omejujočo anksioznost, kar si jo lahko zdaj zamislim, pač jemal mi je vso energijo tega sveta, sploh se nisem mogla osredotočiti na nek cilj, ker mi je tukaj mal življenjsko energijo, ker me je toliko stiskalo v prsnem košu in zdaj, ker sem v veliki večini ven iz tega, res redko jo še čutim kdaj, tako rada govorim z ljudmi, ki vidim iskrco v očih, ki se jim pržge, ko grejo čez anksioznost, da vidijo, aha, da se iti ven. Nimam zdaj recepta tako, pač lahko ti povem, kaj sem jaz naredila, kaj meni ustrezal, ti pokažem orodja, pa najdeš svoj način, ne. In se mi zdi, da ko se pogovarjaš z ljudmi, ki so šli čez nekaj, čez kar želiš ti iti, ti je precej lažje, tako, ker neka bližnica je. Ja, definitivno. Plus razumevanje, da šele ko ti malo razdeliš svoje življenje ali pa neki po nekih ali stolpih, segmentih in probaš enega po enega pogledati, ne? Recimo zdravje, družina, ljubezen, itd. To je ta vaja, ki jo ti zelo rada daš zadelati, ne? Se ti dejansko fokus centrira tja, kamor ne vem, se najslabšo ceniš ali pa najboljšo ceniš. In ne gledaš problema toliko velikega, da ni oprijemljiv, pa da ga ne moreš rešiti, ampak vidiš, da dejansko se skriva nek majhen del, ki pa je lahko naslednji korak, da ga narediš. In se mi zdi, da je to tukaj lepota, da si ti sama šla čez te korake, pa sama te ugotovitve naredila in da zdaj, ko to z ljudmi delaš, veliko lažje razumeš, da ni tvoja naloga tukaj, da nekoga rešiš ali pa mu pomagaš priti do rešitve, oziroma da mu pomagaš priti do rešitve, ampak samo da najdeš najmanjši prvi korak, ki ga lahko naredi. In naredva ta prvi tega. Ne zdaj misliti, da jutri boš pa že vse ok. Ni tako, zato ker si šla sama čez to in ni iluzije. Tako da to se mi zdi zelo močno, kar daješ ljudem skozi svojo zgodbo in mi je tudi cool, da tudi na workshopu ali pa na teh dogodkih o tem govoriš, da izklej izhajaš. Ker se veliko ljudi s tem lahko poveže. Ja, se strinjam, Ja. Vsi rabimo podporen krog ljudi, no? In je ful lepo, da si lahko to dajemo v tem okolju. Ful več poudarka si dala na to, kaj jaz. Pa vidim, zakaj. Mislim, skozi njih sem videl, zakaj je to tako pomembno. Ker sem bil veliko bolj prepričan, da vsak je zase sam odgovoren in da se skriva delo skozi lastno borbo v tišini. Ampak pol sem v bistvu videl, da je tukaj to moje omejujoče prepričanje. Da če bi jaz večkrat v življenju izstopil iz tega prepričanja, pa šel do drugih ljudi, pa prosil za pomoč, oziroma povedal, da me nekaj skrbi, nekomu, ki bi mu lahko zaupal, se mi zdi, da bi ful pohitril moj proces spremembe do tega, da bi prišel do mirnega stanja. Ker tako veliko obdobje je pač nisem čutil miru. Je bil konstanten nemir. Pa je vedno bilo nekako na površju izgledalo vse ful lepo, noter je bil pa vedno borba itd. Ampak o tem nisem z nobenim govoril. Niti si nisem vzel časa, da to raziskujem, ker nisem mislil, da je to pomembno. Se mi zdi, da že tudi pač podcast ali pa take zadeve pa dajo luč na to, da je pomembno, da to ni nekaj, kar boš že pol v življenju. Ker se ti lahko tudi pokaže, sej več ljudi o tem govori, da se nekako na telesni ravni začnejo krči dogajati znotraj telesa in se to pa lahko tudi na bolezni odraža ali pa čem. Če ne spucamo teh stvari, ki nas noter bremenijo. In se mi zdi, da je cool delati projekt, ki točno to možnost ljudem daje, da prej spoznajo, kaj jih ali zadržuje ali omejuje in iz tega vam pol nekako kreatorji svojega življenja ratamo. Čist neke skromne ideje, da nek imamo izbiro, nek jo pa nimamo.
In da nas je vse pripeljalo točno do tega trenutka z razlogom, je pa zdaj naša izbira vsak dan, koliko bomo ozavestili, pa kaj bomo iz tega ven naredili. Ja. Tako da spet se je spremenil koncept, kako vidim jaz in workshop in te evente, ki jih bojo skupaj delala. Ne? In čez dalje bolj mi to ratuje sam nek paškovno časovno obdobje, kjer se zavestno odločiš, da boš čas namenil delu na sebi. Pika. Kaj se bo znotraj tega časovnega obdobja zgodilo, boš videl ali pa videla. Ne? Nismo mi tukaj zato, da ti bomo razlagali, kaj bo boljš, kaj bo nekako pršali iz tega. Ampak, če daš možnost, pa ljudje rečejo ja, na podlagi česarkoli, ja, do zdaj zadnjo skupino ali pa temi dogodki, veliko ljudi je bilo takih, ki je naredili preboja. Ne? So tudi taki, ki so bili tako, ne, ampak ja, je pa vredno probati. Prej sem eno stvar omenil, pa bi te mogoče malo vprašal, ker je tudi en pomemben mejnik v tvojem lifeu. Forma. Forma X, 10. obletnica in mnogi bi pričakovali slavje, Gea pa razmišlja o prodaji. Mislim, sej sem proslavila sama sabo, zdi se mi zelo lepa priložnost za to, da sama sebi dam kepico, da sem gradila 10 let na takem projektu, ki je ogromno ljudem pomagalo k boljši kvaliteti življenja in sem zadovoljna s tem, kaj sem naredila. Blazno veliko sprememb sem naredila v zadnjem letu s tem projektom in zdaj spet teče tako večinoma pasivno, tako da ne rabim biti prisotna. In mi je všeč, kako deluje podjetje, ampak mislim, da nisem jaz več dober meč s tem podjetjem, tako da mislim, da si zasluži ta zgodba nekoga, ki kaže entuziazem in željo porasti, tako kot sem jaz včasih videla veliko priložnost v tem. Zato bi želela, da prevzame nekdo, ki je bolj kompatibilen s tem podjetjem, kot sem jaz v tem momentu življenja, ker čutim, da je moja zgodba namenjena, da gre drugam, v to, kar midva gradiva skupaj in v breathwork in neke druge projekte zdaj še delam, ob katerih se jaz počutim predvsej bolj mirno in navdušeno, ko gradim in ko jih izvajam. In še to je, da res čutim, da sem pripravljena na počasno življenje, pa še mi počasnost in prisotnost in to, da si vzamem čas za kogarkoli, ki se dobim, da sem tam zraven, ne da ves čas sam še to uredim, tja moram iti. In pa, kar mi prodajamo v bistvu v formi, je kratek trening, hiter pa intenziven, ker imamo super rezultate in super klientelo, ampak jaz bi raj na počas, da si vzameš čas. V tem življenjskem obdobju mislim, da sem prerasla en del tega hitenja. Hkrati pa nočem sam spustiti zgodbe, ker ima toliko potencijala in tako dobro teče, da ja, želim prodati. Prosti, kam motam, ampak če so ti vsebine, o katerih z Geo govoriva, všeč, ne pozabiti pogledati, 4.9. organizirava z Geo enodnevno delavnico, na katero pol moraš priti. Začnemo ob 5 in iz dogodka naprej pol nadaljujemo z druženjem. Se vidimo takrat, zdaj pa uživi ob nadaljevanju epizode. Ja, dejansko si postavljati, koliko je treba. Ne? Tudi stranke so že, plc je že, utečen biznis je v bistvu, tako da samo nekdo rab prideti, prevzeti in svojo mogoče zgodbo ali pa sanje noter zapakirati. Ne? Kam se ti lahko folk jav, če kdo, ki tole posluša, mogoče bi bil zainteresiran za več info? Kar na Instagram moj ali pa od forme. Damo spodi link, tudi linki za dogodek bojo spodi, za naslednji workshop, za prijave bojo spodi. Pa bova spletne strani linkala pa vse, kar je treba še zraven. Hvala ti za to promocijo. Shameless plug. Treba je. Ja, ok, se pravi 4.9. dogodek, workshop bi pa štartala, sva rekla, prvi teden oktobra. Tako, ponedeljek. Ja. Tako da mene čaka kar razburljiv september, oktober, vidim. Še dogodek, a ne? Ti imaš pa največji dogodek do zdaj. Ja, in sem tako hvaležen in skromno gledam na to, ker veš, kaj sem zadnjič pomislil. Pač prodali se je že več kot 800 kart, kar pomeni, da smo 55% kapacitete zafilali, 2 meseca pred dogodkom. In to je, Gea, težko opišem, ampak ti si dosti bila z mano skozi to obdobje, oziroma si ga na nek svoj način doživela z mano, ne najbolj prijeten, ampak si ga. In zanj sem pomislil, kako bi se počutil, če bi bilo na tej točki recimo prodanih 50 kart. In me je stisnilo, veš kako. Ker sem bil tako, ok, v redu. Res smo si zadali pač velik izziv, 1500 kart, križanke, stroški so že itak po defaultu visoki. Istočasno pa
ves fokus dati v underdoga, pa spoznati ta del sebe, ki vedno išče bližnjico ali pa mogoče nek hiter zaslužek, da se bolj varnega počuti, ne? Tega spoznavati in konstantno utišvati in reči, vse bo ok, zaupam, ziher se bo zgodil, ok smo, ne? In pol dejansko, da se je to tudi zgodil, je tak kamen od srca, ne? Da vem, da se bo lahko iz tega ven dal vse nazaj v projekt, pa v mojo familijo, pa živel bom lahko življenje tako, kot ga hočem, ne? In je zelo lepo to, no? Tudi pač ja, veliko lažje mi bo zdaj ta naslednji workshop s tabo postavljati, delati, marketirati, ker ne bo iz nekega scarcity-ja krča, ampak bo bolj kaj ne iz tega, ne, samo treba je dati možnost, da se zgodi in ljudje, pravi ljudje bojo pršali, nikamor se nam ne mudi, struktura je vrhunska, zaupava v projekt in samo zdaj treba to pripeljati do ljudi in bo. Yeah. Tako da ja. Čestitke za to, se mi zdi zelo velik uspeh, kar ste uspeli že do zdaj narediti, pa tudi imena, ki bojo tam. Jaz se ful veselim, no. Pridem in ko mi čakam v bistvu, da poslušam te govorce. Pa hodila sem še reči, da res občudujem, ker si daješ take cilje, ki so ti strašljivi, ampak vsakeč znova jih dosežeš, pa sploh nikoli nisem dvomila, da jih ne bi. Ampak ti si malo mes vase dvomu, kar je v bistvu ful zanimivo pozvati kot zunanje, kako ti dvomaš, če ti vse uspe narediti. Ampak ja, človek si. In razumljivo, da imaš kakšne svoje izzive pri tem, ampak pol pa dobiš vedno potrditev, da delaš dobro in delaš prav, če se toliko ljudi odzove in z veseljem pride in tako se širi beseda. Ja, tako da čestitke. Thanks, ja. Zanimivo je to, kako si predstavljaš, ne, neko obdobje zdaj v lifeu, da preden recimo dobim te drugo punčko, ne, to je bilo še aprila, bom jaz pač za vse poskrbel in bo prišel dost financ noter, workshop mava. Pol bom sam smooth sailu lepo, ne, za dogodek fokusiral itd. No in čez dali bližje temu rojstvu, jaz čez dali bolj vidim, da pač, ne, bo treba tudi še kaj za nazaj pokriti in vse živo, ne, in ja. Ker nekrat si na točki, da ni čisto, kot si zamislil in pol je treba še takrat malo več delati, malo več razmišljati. Pač dejansko si nisi čist resnične slike videl in pol, ko jo vidiš, ker te življenje itak pripelje do tega, pol pa rešuješ. In v to situacijo nočem več prideti. In tudi vidim, kar so se tudi mogoče danes pogovarjali, kaj nekako so vzroki, da do takih situacij pride. Da je kar naenkrat pa vse nepredvidljivo. Ker takrat, ko je predvidljivo, ni realno postavljeno na podlagi pomanjkanja izkušenj, po moje. A veš, ker si take večje cilje pa projekte rišeš, pa imaš, ne vem, 5,000 evrov tekočih stroškov, pa to pa vedno nekako rata, pa priješ enkrat v tako situacijo, si pa tako, ok, ja, nič, gremo ven splavati, Ampak zdaj, recimo, ko splavaš ven, si pa tako za nazaj, wow. Vsak, ki prijeh meni, ena na ena, karkoli, imam jaz toliko bogato izkušnjo za nazaj dati, Pa hvala Bogu, ljudi okoli sebe, tudi tebe, ker ja, včasih je malo čuden, neprijeten delati v tem toku, ampak še zmeri biti sposoben iti čez to, pa nekako si povedati resnico, se mi pa zdi, da je lahko zelo lepa podlaga za rast, tako da tukaj sem pa tebi jaz hvaležen. No. In da je tako recent event, ampak pač ja. Zdi se na mestu, da sploh lahko predajaš, kar ti predajaš skozi podcast, skozi workshop in te dogodke, ki jih delaš, da govoriš iz sebe. Pač, da greš čez neprijetno izkušnjo, da si v njej, da ne bežiš od tega in da znaš komunicirati tako, kot se zagre. Ja. Kaj da bi te nekako življenje malo testiral, no dej, malo osveži to znanje, dej. Še malo tole, na temle boš še malo delo, ja. To še niš čisto razgradil, Kaj ti boš delal dogodke za ljudi, pa ustvaril okolje, kjer se bojo prišli soočati z resnico, ti šeš pa lagal. Mislim, da ne. In klej, ja, stvari, ki sva se jih naučila skozi lastne projekte, ni to privilegij gledati na live tako, da si izbiraš stvari, ki tebe učijo, ko delaš. Ja, definitivno. Ja. In z tega ven lahko črpaš marsikaj za prihodnost. Ampak če zdaj pogledava nekako najno skupno delo, pa projekt, kaj si želiva z njim delati.
Balkane, enodnevni dogodki, ki pomagajo ljudem priti malo bolj v stik z realnostjo, s tem situacijo, v kateri so, pogledati na sebe z malo drugačnih perspektiv, jih do tega voditi, predati orodja za razbijanje omejujočih prepričanj, za uravnavanje nevrološkega sistema. In pa workshopi, kjer pa lahko ti en mesec zdaj konkretno na tem delaš. Ko pride čas, ko te pokliče 2 na leto bosta, en spomladanski, en jesenski in iz tega ven izhajati, graditi, se mi zdi, da kler nima kaj komplicirati. No. Ja, to je osnova, ko se pa več pojavlja neke ideje, kaj še lahko bo videla sproti, kaj naj potegne po inspiraciji, če bo kaj tazga dovolj močnega. Jaz bi sigurno delala kakšen retreat, kot sva govorila že, ker se mi zdi, da je zelo močna izkušnja, ker si dlje časa v kosu z ljudmi, ki te podpirajo, se zgodijo blazno velike premiki lahko. Res je zanimivo okolje. Koliko rata okolje lahko močnejše od volje, oziroma koliko okolje vpliva na tvojo voljo. Vse to je tudi eno izmed srečanj na workshopu, ki je pa moja strast. Ker meni je fascinantno, kako ti samo en preprost predmet na mizi ali pa na nočni umarci lahko spremeni potek tvojega življenja. Recimo nitkanje zob. A si to že povedal? Po moje sem ti, ampak so vse. Želel sem si redno nitkati zobe, in jaz sem si kupil pač nitko v trgovini, ki sem bil in sem jo dal v omaro. In ta nitka je ostala zaprta 1 let v omari. 1 let stari. Potem sem pa od James Cleara knjigo bral, Atomic Habits, in je pisal, daj si na vidno mesto, mikro step. In sem premaknil zobno nitko na zraven zobne ščetke. In sem si vsak večer nitko zobe. Če si jih nisem, je bila to posledica moje odločitve. Ne tega, da nisem vedel, da nitka obstaja. Ne da se mi, ok, v redu, ja, pa če enkrat si jih ne bom, ni panike. Ampak še zmeri sem pa šupal čez ta predvsej, kaj ne da se ti? A nisi rekel, da jih boš? Vzami, nitkaj. In je noro, ker postanemo bolj pozorni na svoje okolje, koliko samo sabotaže si dajemo. A veš? Ja, ne bi bil rad na telefonu pred spanjem. Kje imaš telefon? Ja, na nočni umarci. Ok, v redu, da ga filati v dnevno sobo, pa ga pustam. Tako, ne vem, kako ti vidiš to tematiko, mogoče ti bo zdaj zanimiva, ampak čez dalje bolj razmišljam, da nas kot ljudi sploh ne vodijo naše odločitve, ampak neki od spodaj. Vzorci, prepričanja, živčni sistem. A ne? Ja, seveda. Ker tako gledamo, kam gremo kot ljudje. Ja, vse se ne odločamo tako. Taki smo. Zato pa je fajn si vzeti čas pa premisliti, kaj delam in zakaj delam, v katero smere grem in kaj me vleče tja, a je okolje, ali se dejansko želim iti tja, ker je to notranji klic, pa želja po nekam dosežku. Se mi zdi to, jaz to zelo veliko delam. Se vstavam, pišem, dokler ne pridem do aha momenta in pol kar odpre se notranjost moje glave, prsnega koša, ok, razumem se. Vem, zakaj delam, kar delam in ali mi je vredno ali ne. Na podlagi tega se odločam za naprej. Ampak to, kar si rekel ti z nitko, jaz delam za šport. Če se odločim, da grem naslednji dan teč, ker se telo vsakič se upira teku, pač ni mu to najljubša stvar na svetu, in si nastavim športno opremo, točno tam, ko ostanem, tako se zaletim v njo in uro in čevlje in potem grem. Če ne bilo tam, nekaj bi našla, zakaj ne. In če hočem iti do fitness, pa se mi telo upira, se zmeram z nekom v tisti uri tam, pač nimaš izbire, nekdo je tam, tvoj buddy. Tako da sama se prilagajam okolje zelo, to je samo en primer, ampak tam je zelo všeč. Če bi pogledala zdaj, recimo, 1 leto nazaj, zdaj ta obdobje 1 leta nazaj, kaj v tem obdobju ti je iz vidika neke spremembe, ki si jo naredila, prinesel največ pozitivnih rezultatov? Največja je bila, da sem postavila mejo, kako pustim ljudem delati z mano. In nisem pustila, da se ta meja prestopi, kljub temu, da je moje telo, moje navade, moji vzorci so želeli prepustiti, pa spustiti to, da ni bila jasna meja, sem imela v glavi dovolj močno odločitev. Ne, to je moj standard, ne pustim čez in od takrat naprej se mi riše čist druge zgodbe, ko vidim, kako ljudje drugače reagirajo name, samo zato, ker imam jaz drugačno energijo, lastne vrednosti, verjetno. Tako da, ja, ta je bila največja. Ful zanimiv koncept si zdaj odprla, zato ker si bila ti pri meni prvič na podcastu, sva se veliko pogovarjala o prepuščanju življenju. A veš, pa samo sledenju toku.
jaz se ti prepuščam, pelje, kamor bo. Zdaj pa govoriva o postavljanju meja, razumevanju sebe kot neke identitete oziroma človeka, a ne, ki ima lastne ambicije itd. Torej, ni to prepuščanje, je bolj vplivanje na situacije. Daj mi zdaj te dve združ, pa mi povej, kako greš ta skupaj. Ker, pokrat jaz poznam, še vedno rada prepustiš življenje. Ja, sploh nisem mislila, da to ni prepuščanje. Prepuščanje svojim občutkom mogoče je zdaj to. Če moj občutek pravi, da nekaj ni zame, tam postavim mejo, kar je v bistvu aktivno, ampak če bi se prepustila, bi propadla. Telo mi govori, ful je postalo glasno moje telo in je reklo, to ni zato, kot je rekla za forma, moje telo je reklo, to ni več to. Ker se čutim zmatrana vsakeč, ko pridem tja. Telo je tako, ne, to ni več to. In se prepuščam tem občutkom, da mi v bistvu sledim. In tako, kot sem te rekla, jaz tokrat, da sodelujem s tabo, ker mi je lahkotno to delati in mi spet telo pove, to je to. Še vedno si postavljam cilje, ampak pa, če vidim, da nekaj ni v pravi smeri, najprej pretehtam. A je to res ali je to omejujoče prepričanje, pa če vidim, da mi je pretežko obrnem smer, sicer pa grem s tokom. Tako da še vedno se nekako povezuje. Je pa res, da takrat si me dobil direkt po solo tripu, ker sem še malo lebdela, tako da je sigurno se marsikaj spremenilo od takrat do zdaj v moji osebnosti in življenju. Ja, mislim, edim prav, ne, ampak zanimiva kombinacija je, ne, kje zdaj imamo vpliv nad življenjem, pa situacijami, pa a veš, kje se upiramo v bistvu toku življenja, ne, ki je lahkoten, brez da se mi borimo z njima. Ne. Se strinjam, zelo zanimiva tema je, ker ne vem, če lahko zdaj sfilozofirava do konca, ampak to, jaz to čutim pri občutkih, a ne, kje je prav, da prekinemo nek tok občutkov, pa kje si moramo pustiti do konca, da nas preplavi. Kje je tista meja, ker rečem, zdaj overthinkam in je čas, da grem ven iz tega, kje pa tako zdaj pač samo moram biti s tem. Neprijetno je, ampak sedim s tem, iščem še to, kdaj je čas, da stopiš ven. Ja, dihanje mi pomaga. Dihanje mi pusti, da sem v tem, pa hkrati, da pol čutim, da je šlo skozi in stopim ven. A bi rekla, je to intuicija ali to, da ti na podlagi občutkov ocenjuješ, a nekaj je zate ali ni? Ja, mislim, ne uporabljam tega izraza prav pogosto, ampak verjetno je sledenje telesu intuicije, verjetno je to. Ja, meni je zelo lep izraz notranja inteligenca ali pa inteligenca telesa, ne, ki ni povezana z umom. Ampak da ima neko lastno inteligenco, preko katere ti stvari sporoča. Ne. Yeah. Zdaj pa si ti dovzeten, da to slišiš, vidiš, čutiš kakorkoli, ali nisi, je pa odraz tega zavestnega iskanja resnice ali pa tega področja, raziskovanja. Kako bi pa recimo ti vedel, kaj je prav, če imaš ob eni osebi res neprijeten občutek, ali je to špegel zate, ali je dejansko ta oseba, ki ni primerna za tvoje okolje. Zdaj se spomnim ene osebe, ki nama obema povzroča neprijeten občutek. Pač tako je in sem se ful sprašvala o tem, a je to moje, pa sem pa začutila, da ti, ali pa rekel si mi, da ti isto čutiš. Zdaj, a je to čas za umik, ali je čas za pogledati vase, kaj v meni me moti, da čutim pri tej osebi to, če imaš odgovor. Mislim, sigurno je odgovor sam pač, kako jaz to vidim. Dejansko se naučiš, po moje, videti razliko med tema dvema, ki si jih zdaj omenila. Pri nekaterih osebah njihovo delovanje, če si pozoren na njega, ti pač ne ustreza. Ker ne želiš, oziroma ti ne paše biti z ljudmi, recimo, ki ali ves čas govorijo o sebi, ali jih ne zanima čisto nič o tebi, ali se družijo iz koristi. To so pač stvari, ki so se ti verjetno v življenju zgodile in ti niso prinesle lepih stvari in zdaj na podlagi tega si ti tako, mi pač ne ustreza. Zavedanje, da s človekom fundamentalno ni nič narobe, oziroma ne sovraža zdaj zaradi tega človeka, ampak mogoče osebnost, ki deluje skozi njega v tej določeni točki njegovega lajfa, mene pomirja. Ker nimam zdaj jaz tega človeka za cel življenje, a veš, ne morem. Pač v tem obdobju mi ne paše. In vse je okej. Imam lahko še vedno tega človeka rad. Ampak, ko mi pa nekdo drug
potegne ven nekaj, kar imam jaz za delati na tem, pa sploh tudi ti, mislim, po moja rekorderka v tem je žena moja Ana, je pa drugače, ker vidiš, da je od spodaj ali nekaj, kar je dober biti tih, pa samo opazovati, pustiti, da tam pa vidim, da je nekaj v meni, kar ali hoče nekaj braniti, ali hoče ponavadi braniti, nek obrambni mehanizem. Kle vidim razliko. Ker pri onih ljudeh, s katerimi mi niso blizu, ne čutim, da rabim karkoli braniti. Čutim se, da se rabim umakniti. Ali pa da pač naslednjič, ko bo tam, ne želim biti zraven. Tako bi najlažje opisal. No? Na podlagi tega, a je v meni nek boj poteka, nek bran, branjenje identitete, ali je bolj, kaj ne odpor. Pač odpor, ne sedem. Pač šubi stran. Ker no tako je. Ja, cool, hvala za odgovor, se strinjam. Je pa zelo zanimivo vprašanje za razmišljati, ker te da odgovor samo sebi najdeš. In velikrat po moje iščemo potrditev, da je naš odgovor pravilen. S tem se drugi strinjajo, ali ne? Aha. Veš, kaj mislim? Ja, mene učijo od mehkega že, da če ti gre nekaj na drugem človeku na živce, je to nekaj verjetno, kar imaš v sebi, ker ti gre na živce. Oziroma, če mene nekaj ne moti na tebi, ker delaš preveč, po mojem mnenju, mogoče verjetno delam jaz premalo. In če delaš ti, po mojem mnenju, premalo, verjetno delam jaz preveč. In to je včasih tako tečno, ko se med tem, ko imam argument z nekom, zavedam, kaj v meni mi gre na živce, da mi gre ta človek na živce, tako, a mi gre lahko samo nekdo na živce, enostavno, ampak gremo v zavedanje, kaj je na meni. Kje si sama povzročam neprijetne občutke, kje sem jaz odgovorna za svoje življenje, za svoje trpljenje, kje sem jaz žrtev v tem primeru. Ampak na dolgi rok je definitivno lažje tako živeti, kot obtoževati ljudi pa iskati v njih napake. Sama ni to lepo, da greš po lastno izkušnjo, po lastno lekcijo. Da tudi eno prepričanje, ki ga imaš mogoče, ki je zelo zdravo. Torej, ne prevzemi odgovornost, ne drugih kriviti v tebi. Vse to je lepo. Ampak da pol na neki točki rečeš, pismo, zakaj temu verjamem? Kaj so tiste stvari, zaradi katerih mi govorijo, da je to res? Pa kjer občutki so zraven pa vse. Tako se mi zdi, da življenje zelo lepo vedno ponuja neke lekcije, če si jih ti pripravljen videti, ko si jih pripravljen videti. In sploh ni fora, ti imaš prav ali nimaš prav, ali zdaj razumeš ali ne razumeš, ampak samo to, da se zavedaš, da ko še enkrat vedel vse, pa tega ne bo, ti bo dolg čas. Oziroma, zakaj boš pol uporabljal? To pride po moje, ko umreš, sej pač takrat si razbremenjen vsega tega. Da takrat pa biti tudi s to neprijetnostjo, ki ti jo povzroča mogoče nevedanje. Da tega pa ne štekam vse, zakaj tako reagiram, zakaj to, vse že to, da veš, da te neki ali mot, ali itd. Te pač usmerja na pot raziskovanja. In tako, ki si ti raziskovala Mehiko, notranje dele sebe, jaz vidim. Še kaj bi veliko ljudi reče, a bo kdaj konc tega dela na sebi? Pač jaz mislim, da ne. Hkrati se mi zdi pa to tako pomnik, ki mi to ljudje reče, na to, v kakšnem obilju živimo, v kakšnem okolju, v kakšni državi, v kakšnem časovnem obdobju, da se mi sploh lahko ukvarjamo, da se mi da lahko pogovarjamo, kar se zdaj, da mi delamo na prepričanjih, pač katera generacija lahko to delala? Naša, prva, mislim, redki iz prejšnje so imeli privilegij pa odprto glavo za to, ali pa dovolj dostopne informacije o tem. So bili, valjda, ampak zdaj je še v bistvu preplavljeno to, da se pogovarjamo zelo veliko o tem, kako sem jaz lahko boljša verzija sebe, osebnosti in kako prekinjamo vzorce od staršev, pa starih staršev, pa tako naprej, pa do tega čutim sočutje, ne pa sovraštva ali pa odpora. Ja, ful dober point. Tudi, če gledaš, enkrat mi je en dober primer dal, ne vem točno kdo, ampak je rekel, a si ti predstavljaš, da je tako, niti 100 let nazaj, tvoj prednik mogel biti pripravljen na to, ki je stal sred dnevne sobe doma, da lahko zdaj stopi nekdo čez vrata in ga bo mogel zabosti v trebuh. A si ti sploh predstavljaš, kakšen je to miselni tok, okolje, da si ti pripravljen, da se to lahko vsak čas zgodi? In pač sem bil v tistem trenutku samo moj bog. A veš, zdaj bomo pa mi drugega obsojali,
pa mislili, da vemo, kaj se v življenju nekoga dogaja, da reagira tako, kot reagira. To se mi zdi, da bi bilo zelo zdravo, da se o tem večkrat ali pogovarjamo. Ali, ne, da smo sami v teh groznih situacijah, ampak da se zavedamo, da je naš odraz tudi nereguliranega živčnega sistema se lahko kaže skozi to, da je nekdo res antipatičen, dosadan itd. In tam probaš najti malo sočutja, pa tako je verjetno trpi, čeprav si ne prizna, ampak ne bi mogel drugače biti, kot je. Ja, se poskušam čim več kot opomniti, ker vidim nekoga, da je sovražno nastrojen, v avtu se to zelo velikokrat vidi, kako se ljudje bentijo. In jaz mu pošljem nasmešek, ker sem tako, jaz ti želim toliko dobrega v življenju, ker vidim, da nimaš ljubezni dovolj, nimaš je dovolj in želim si, da bi čutil več tega, ker bi bil svet tako lepši. Če ti ljudje ne bi nazaj dali pa tudi sovraštva, ker ga imaš že tako očitno preveč pri sebi. Kako dajaš, brez da se skuraš? Ti, konkretno ti, ne tako nasplošno filozofsko, ampak kako ti daješ ljudem, brez da se skuraš, ker si se v preteklosti skurila? Včeraj sem imela primer, ker je moj partner rabil podporo in se ga podpirala, kolikor sem zmogla in znala, in potem je prišel moment, ker sem se počutila, zdaj pa nimam več zadati, in sem mu povedala, jaz zdaj moram se malo makniti, ker nimam več zadati, se grem nafilat, in sem šla sama okoli malo, da sem začutila spet sebe in sem se vrnila, ko sem pripravljena, da sva nadaljevala potem, ampak tako, da opazim, kdaj imam še energijo in komu mi jo je vredno dajati. Zelo selektivno delam s tem, s kom želim preživljati svoje življenje. In vlagam v tiste, ki mislim, da so vredni. Če pa jaz čutim, da imam dovolj, pa tudi ves moj krog ljudi to ceni in spoštuje, ko rečem, zdaj nisem pripravljena dajati, da lahko potem drugič dam toliko več in toliko bolj iskreno in polno, ko se spet čutim pripravljena. A kako bi pa mogoče lahko tukaj noter magnetizem vključila? Glede na to, da tudi pri svojem delu privabiš ljudi, s katerimi rada delaš. Ko redko, oziroma ne vem, če sem te že slišal, da si delala s kom breathwork ali to zdaj te nove stvari, ki ti ne bi pasel. Ne, sigurno, da ne. Zelo jasno postavljam. Ampak pač pridejo oni do tebe, a veš? Ja, res je. Ne, dober point. Iskreno ne vem. Očitno se podobni privlačimo, podobno energijo. Ko oddajamo, tako tudi privabljamo, to verjamem. Če bi pa videla, da nekdo res ne paše v okolje, bi pa tudi imela pogovor v tej smeri, da mogoče nismo kompatibilni tudi. Ampak zaenkrat ne vidim nobene potrebe, ker imam same tako lušne ljudi, tako hvaležne. Če pa nekomu jaz ne pašem, se pa ne vrne več in to je to. Ampak zaenkrat imam tako dobre feedbacke, da ni bilo še tazga primera. Avtentičnost, po moje. Če bi lahko kot objektiven opazovalec si dovolil. Bi rekel, da način, na katerega se predstavljaš in na Instagramu, in v živo, in na dogodkih, in na workshopu, itd., kar vidiš, to dobiš. In se mi zdi, da zaradi tega pol te pravi ljudje najdejo, zato ker pač pravo verzijo sebe prikazuješ. Trudim se že, ampak mislim, da nisem dovolj avtentična na socialnih omrežjih, kar se tiče neprijetnih občutkov, ker jih lahko delim šele takrat, ko sem ven iz njih. Ja. Nimam niti želje jih deliti takrat, ko nisem dobra, se mi zdi pa, da to ni lih avtentično, ker še vedno ljudje, ki mi ne poznajo, mislijo, da sem konstantno dobro, kar ni res. Ja, po eni strani štekam, po drugi strani pa itak si vsak skozi svoj filter naredi, kdo ti si. Ja. Zame si ti nekaj drugega kot za svojega partnerja, ali pa za Jakoba, ali pa za kogarkoli. In se mi zdi, da če izžarevaš neko iskrenost, avtentičnost, se ljudje ne počutijo, ne vem kako bi rekel, ogrožene, ampak te vidijo kot inspiracijo. In ena izmed največjih stvari, ki jih lahko drugemu damo, se mi zdi, je opolnomočenje pa navdihanje oziroma inspiracija. In jaz mislim, da če bi ljudi vprašal, a misliš, da kdaj gre čez neprijetne stvari, bi rekli ja. Ja, no to pa redko. Ja. Ni pa treba, da zdaj kaže vse to. A veš? Mislim, velikrat slišim zahvalo za to, da govorimo o anksioznosti. Ja, itak. Ja, to pa velikrat slišim.
Samo bi bilo res avtentično od tebe to, da ko bi bila v nekih težkih, neprijetnih občutkih, da bi to zdaj ti projicirala na social media. Nekaj ne bi bilo avtentično izražanje takrat. A veš, kaj mislim? Ja, se strinjam. Kdo pa je tebi inspiracija? Iz kakšnega vidika? Kdo se ti pojavi v mislih? Inspiracija. Inspiracija. Pismo še zmeri, tako, ko pogledam za nazaj, ker zdaj skozi sebe bolj spoznavam neko globino tega človeka, je moj fotor. Čisto iz vidika tega, koliko dobrohotnosti je bilo skrito v njemu, pa koliko enih nerazgrajenih vzorcev in tegob, ki jih ni mogel rešiti, je bilo često položenih. Ampak kako sem jaz lahko videl često? Tako, mislim, da je to privilegij, ki ga imamo sin, oče ali pa ne vem, hči, oče ali pa hči mati, da lahko vidimo pod te lejerje, medtem ko drugi nimajo tega dostopa. Iz neke take čiste pristne ljubezni, veš kaj mislim, neke brezpogojne, ki iz obeh strani. Iz tega vidika iz vidika mogoče razmišljanja, iz vidika vrednot. Pismo veliko nekih kombinacij ljudi se mi zdaj riše, ampak tako v vsakem najdem nek manjši delček. Ne bi enega človeka izpostavil, veš, kaj mislim. Zato bi pač tako prvo bi te vprašal, kjera podlaga, inspiracija kje, na kjerem delu lajfa. Veš, inspiracija kje, na odnosih, inspiracija na starševstvu, inspiracija na Imaš kakšnega za starševstvo? Ja, inspiracija mi je Ana, moja Ana. Ampak inspiracija mi je zato, ker mi kaže iz prve roke, da to ni simpel. Inspiracija mi je zato, ker pač se lahko spičiva na polno, pa se bova še vedno do zdaj lahko o tem pol pogovorila. Pa je ful velika rast na obeh straneh. Iz tega, da pa dobro, ni toliko starševstvom, ampak bolj z materinskostjo, da imam privilegij, da sem 2-krat bil zraven, ko je rodila otroka. Ker to vidiš kot moški, nič ne premaga tega. Pač res ne. Čez kaj mora iti ženska, da to naredi? Tako. Pa ti si nemočen zraven v resnici, ne? Jaz sem mi samo rekel, sam hvala, da si me spomnila na to. Hvala, da sem lahko spet to videl, pač svaka čast. Sej pol spet pozabiš, veš. Sej mislim, da je to naš naraven tok. Tudi ženska se ne spomne bolečine poroda. Narava poskrbi za to. Narava poskrbi za reprodukcijo. Ampak ta del recimo. Pol ljudje, ki so okoli mene, veš, vsak neki dela dober, ki se kaže skozi njihove otroke. Pa je lahko to Jerry pa Eka, veš, ali pa Matej pa Urša, Štolfe, Polona pa Primož, recimo. One dva sta mi tako, pa ja, vidiš neko svojo verzijo tega, ampak še zmer skozi njihove otroke se vidi delo staršev. In mi je lepo to videti. In mi je lepo se tudi o tem pogovarjati in deliti, ker pač res ni 80% časa betlaš sam sebe v teh situacijah. In ja. In ful se veselim spoznati to generacijo otrok, ki imajo zavestne starše. Ja. Tako, če si s takim odnosom, ki te poznam, delaš s svojima punčkama, pač to bojo tako neverjetni, pa Ana, no. Tako neverjetni otroci in vsi te starši, ki se jih zdaj omenil, pač pa še mnogi drugi, ki jih poznam. To bo zelo zanimiva generacija ljudi s takimi starši. No? Tako me zanima, kaj bojo dali oni svetu. Ja, pa še istočasno lasten karakter. Veš, da tega ne ubijaš preveč z nekimi lastnimi. Veš, to je pa zdaj ta zavestna generacija. Yeah. Zdaj pa kar vse zavestno. Veš. Pa to ja, pa to ne, pa to ne, pa unja, pa to ne. Včasih se je treba tudi kot starš prepustiti otroku, da on ima vod. Ne skozi omejevati, pa vedeti, kaj je dober za njega.
Jaz to kar vidim. Sploh pa Irini zdaj, ki je v teh letih 2,5-3. Če se jaz prepustim nje, pa z njo jaz delam, pa laufava, pač tudi tam, ki se ne laufa, ne. Pa skačeva v bazen, zraven znaka, ki se ne skače, ne. Ti smo neko svobodo začutiš, ne. Pač sej poskrbiš za varnost, ne me narobe razumeti. Ampak še zmer pa dopuščati to, da kaj je sladoled, da ji posod ima po celi faci uno čokolado, pa to, ne. Veš, sej polana reče, joj, to bo vse šlo po cunah, pa to pa se veš, tako pa dobro, pa ne gre, kaj se je, veš. Kako pa je bilo spoznati zdaj, Olivija? Zdaj, ko pride ven iz te faze prvega meseca, ki je itak pač, je samo tam in ti skrbiš za to, da preživi, ko začne to nazaj odzivati se, pa smečkati, o moj bog. Za 1 uro sem dober, položim si jo na noge, tako jo podprem za glavo in In ona hoče ponavljati za mano, ali pa noče, ne vem, ona se reži nazaj, spusti en zvok, si tako, zvok je spustila. Tako ta del je, ne vem, vsak mu bi prvoščil. Tok te da v trenutek, veš. Tako da tudi to obdobje zdaj, ki je bilo, veš, tudi da se je išlo tako, kot se je, ta trenutek še, da jaz še zmeraj lahko zdaj na obalo hodim, pa sem z njima na plaži, teda. Hvaležen sem, ker to pa, tega pa ne dobiš nazaj, ne. Tega ne dobiš nazaj. Biznis boš zgradil nov. Vse se da rebuildati, zgraditi še enkrat, tudi hiše, avto kupiti nov, itd. Časa z ta malimi ali pa s družino, starši, babicami, detki, tega pa ne dobiš nazaj, ne. Tako da, je dobro biti okoli tega zavesten, ne. Saj ti se mi zdi, da Prioritete so jasne. ja. Če bi zbirala 3 prioritete zase, ta trenutek v življenju, katere bi bile? Mislim, da si me zanj čisto vprašal. Jaz na prvem mestu, partnerstvo na drugem, pa dajanje svetu na tretjem. Kaj lahko dajem? Nič geja. Jaz mislim, da sva opravila svoje delo. Pa hvala za tvoj čas. A bi rada še kaj sporočila, kar nisva mogoče? Mislim, da vse, kar sva rekla, da je pomembno. Naj pridejo na enodnevni dogodek. To bo naslednji korak in se ga zelo veselim. Evo, ga bomo dali od spodi. Pa je treba website do takrat narediti. Kdaj pride ta ven? V sredo. Če bo zašla naprej. Do nedeljo. Ok, do nedelje moram narediti website. Za workshop je že. Za workshop je že website, za enodnevni dogodek ga pa naredimo. Isa, pripravi se, da boš vibe kodala. Ok. Nič. Cut. Če ti je bila epizoda všeč, pol je del s svojimi ljudmi. Projekt lahko podpreš tako, da subscribaš ali pa v opisu pogledaš še ostale možne načine. Tukajle imaš pa že naslednji predlagan video, če bi rad gledal Underdog vsebine še naprej. Lepo bod.